dejansko je skozi zgodovino bilo že tehnologij, kot si rekel, črke, ki so omogočile zapis, potlej tisk je omogočil to, pa pol radio, pa pol televizija. Jaz sem majhen starejši, jaz se živo spomnim, ko sem bil majhen, mi nismo imeli televizije. In potem sta spet ata pa mama kupila prvo tako. Mislim, tisto res, tako, ki jo zdaj vidiš v kakšnem muzeju, taka črno-bela in jaz se živo spomnim, kako smo se pol vsi tam posebni, smo neke olimpijske igre gledali, tako da iz tega bi še znal nazaj izračunati, kdaj je to bilo, ne, tako prav zanimivo. Ne? In zdaj, že tekom mojega življenja se je zgodil cel krog, da sem jaz zdaj pa že 25-30 let brez televizije nazaj. Se pravi, od tega, ki je bilo takrat najbolj napredno, pa vam prišlo pa to, pa cel krog do tega, da nočem sploh imeti nič s televizijo. Ampak po drugi strani je pa ta AI pa, no se tako, kot si to sam opisoval, pa le malo drugačen od vseh teh tehnologij, ki so se nam do zdaj zgodile. Ja. In kar je še kle en problem, ne, ker dejstvo je, da to lahko obdeluje in obvladuje nore količine podatkov, ki jih pač možgani ne morejo. Ne. In z tega vidika je to lahko krasna stvar za znanost, ki mora recimo, ne, kaj za meteorologijo, ne vem, za svašta, tudi, ne. Problem, ne, seveda, ki pa tukaj nastopi, je pa to, da so to privatne for-profit entitete, ki jim je primarno pač rast in generiranje profita, ne? Kar je vse lepo in prav, ampak dokler ni to nekaj, ki se tako globoko zažre v življenje, ker, zdaj če malo karikiram, na eni strani imaš to možnost, da ti obdeluješ velike količine podatkov in napoveduješ, ne vem, vreme ali ne vem, whatever. Ne? Na drugi strani imaš pa tisto, ki je pa najbolj donosna raba, je pa v oglaševanju. Ne? In če se oglaševanje, ki je že itak vulgarizirano, predaleč, ne? Če se to še toliko bolj, ne? In če vse postane podrejeno samo temu, da preživi na trgu in da generira čim večje donose delničarjem, potem je tukaj pa še en problem. Ne? In da bi, po mojem, če bi hotel, da je ta AI res za neko splošno dobro, absolutno ne bi smela biti to stvar privatnih korporacij, ki so močnejše od marsikatere države. Ker to gre, tukaj je čisti konflikt interesov, ne, na nek način. To ja, ampak zdaj se pravi, od koga pa? Pa imaš pa politike, ki so pa na nek način pa še hujši, ki bi jim pa še bolj zaupal. Vem, ne vem, kako to urediti. Absolutno, nimam odgovora, ampak dejstvo je, da... Ja, ker to se strinjam. Na tem fundamentu se s tabo strinjam v nulo, edin ne vem, kako... Zdaj, če rečem, ne sme imeti sam Altman ChatGPT-ja, se pravi država, dajmo ga Trumpu, ker je slučajno predsednik. Pa morda pa ne bi, ne? Ali pa Netanjahu. Vse to. Ja. Mislim, ni neke čiste rešitve. Ne? Ja, ker je pa po en strani spet, to ti je k puška, ne? Zdaj, puška sama po sebi nobenega ne ubije, ampak in tudi AI sam po sebi nobenega ne poneumi. Oziroma, AI je še boljši. Zdaj, recimo, včasih, ko so se moji otroci učili recimo matematiko, si moral zraven biti, pa ko se je zataknil, malo pomagati, pa glih prav, pa da je sam raziskoval pa to. Zdaj se učim matematiko in jaz sem čisto razočaran, ker me ne rab več. Ampak, ko se nekaj zatakne, tisti vrže noter in on pove cel postopek, pa je še zmeraj recimo nekaj jasno znotraj postopka. Včeraj recimo ravno vse je še k meni prišla, pa sem si tudi jaz s tem, pa mi znotraj postopka, ker sem pa že nekaj ta pravila, ki jih je pa nekaj pa matematiko tudi že pozabil, rekel, ampak zakaj pa tle tako? Ja, to je pa pravilo, pa tako. Aha, pravilo. Zdaj pa jaz
samo pravilo mi ni dosti. Zakaj pa je to tako razvito? Dobro, to poljo ni več zanima, zakaj je razvito, bolj mene zanima, ampak da se dejansko ti lahko pomaga, da zveš več, pa odneseš več. Lahko pa tako, kot si rekel, rečeš, iz tega mi naredi sej, in ne boš, nobena tvoja možganska vjuga se ne bo zakrivila zaradi tega, nekaj sej bo vam padel in je v bistvu pa škodljiv. Tako da je. Ja. Ker, mislim, ja. Ja, je, tako, kot si rekel, sred procesa smo in si tudi jaz ne znam na čisto prideti. Zdaj, ena tečna, tako malo ob strani, tečna posledica teh disruptivnih procesov in obdobij je, da se praviloma iztečejo v vojno. Ker tako je bilo z radijem. Radio se mi zdi zelo fin primer. In jasno, tudi v povezavi s filmom nekako sta šla sočasno, zdaj televizija pa šla malo kasneje. Ampak, a veš, ker radio je bil, in jasno, tudi televizija, s knjigo se je v bistvu vzpostavilo to obdobje, ko imaš ti stabilizirano informacijo v tekstu. Ti imaš knjigo, imaš besedila, imaš poglavja, imaš abecedni red. To so vse take dosti nepomembne na videz, ampak vendarle bistvene zadeve, kako strukturirajo svet mišljenja. In na koncu imaš indeks in ti iščeš. Recimo slovar, ti odpreš črka, F, gledaš besedo in v slovarju si ti zraven videl še cel kup besed, ki niso bile samo ta beseda. A veš, so pač besede zložene arbitrarno, mislim, pač po abecednem redu, ampak ne pomensko nujno vedno skupaj. Tako da in se je v bistvu ta pogled se skozi v slovarju knjižnem se širi, ker ti pogledaš eno besedo zraven pa, ta je tudi fina, pa ko ti iščeš po internetu, kaj ta beseda pomeni, dobiš samo eno rešitev. Ja, veš, kaj mislim. Ja, vem. In to na nek način zapira. Čeprav imaš ta sistem hiperlinkov, ki te pa še bolj odnesejo na razne. To pravim, si to poenostavlja. Ampak, recimo, in si imel to, recimo, knjigo, ki je na en način strukturirala in je bila preverljiva za nazaj. Ti greš lahko gledati, kje si nekaj prebral. Radio in TV pa tega nimata. Radio in TV sta v bistvu v tem smislu že v bistvu oralna medija, tako kot je bil govor. In recimo, kar je bilo značilno zlasti tam za medvojno obdobje, ko je radio postal popularna zadeva, se še vedno ne toliko dostopna, da bi imel v žepu ali pa vsak doma. In so ljudje se največkrat zbirali, recimo kakšna gostilna imela radio pred nekomu doma in so to poslušali. In takrat, ko si ti v tem neka družba, se pogovarjajo in si ti slišal po radiju neko informacijo, ampak nisi zares pol več čez 3 dni vedel, a veš, in se je destabilizirala informacija v odnosu na knjigo. In radio se je izkazal tudi izjemno primeren način za prenašanje raznih govorov in tako naprej. In ker so tudi govori bili narejeni na ta afektivni način, da je to množico, po eni strani je destabilizirala informacijo, po drugi strani je vzpostavila množico, ki je bila pa lačna informacija in ki je v bistvu iskala. No, in to se je pol nekako izteklo v drugo svetovno vojno. Zdaj, cela ta zgodba z internetom je pa spet... To je zanimiv pogled na to. Nisem nikoli razmišljal o tem na ta način, da bi... Ampak, pardon. No, z internetom je pa podobna stvar. S tem nas še bolj radikalizira to v bistvu neobstojnost informacije. Zaradi tega, ker ti sicer vedno greš tudi, ampak veš, spletna stran zgine, nekdo je nek post zbrisal. In tega, če ni nekdo spravil, recimo tisti internet archive, archive.org, ki namenoma, in to so red, če ni edina, ki to delajo že praktično od začetka in to sistematično, ki to shrani. In na ta način je internet kot prostor komunikacije na nek način podoben govoru.
In poleg tega prevladujejo ali zvok, slika ali pa zelo okrnjena beseda. In to na vse pelje do tega, da ti izjemno težko, ali pa recimo, to se mi zdi tudi videi, ki krožijo. Ti ne moreš zares vedeti, odkdaj ta video je. In se tudi ta časovnost se drobi. In na več nivojih prihaja do tega v bistvu drobljenja deljenega sveta, če tako rečem. Ker ti ne veš, ali je ta video od Trumpa bil pred nekim dogodkom ali po, a veš. In kar naenkrat vse plava v neki tej brezčasnosti, navidezni. Ampak še vedno se pa stvari dogajajo v neki kauzalnosti. Tako da, in z tega vidika, in tukaj je zanimivo, pa to sem pa enkrat nazaj bral, nek ameriški sociolog, Neil Postman, je to zelo fajn, ravno to v bistvu, kako je tisk v bistvu vzpostavil moralnost na nek način, zaradi tega, ker je skozi tisk in skozi vedeti, kako pisati in kako brati, takrat se je konstituiralo otroštvo v bistvu, kakor ga približno poznamo danes. Ker preden postane pisana in tiskana beseda toliko vse prisotna, kakor je danes, so vsi praktično od dojenčkov do odraslih živeli v enem tem, da tako rečem, informacijskem svetu. In tukaj so se pogovarjali vse stvari, vsi pred vsemi. In pol s tem, ko pa ti v bistvu otroka izvzameš iz pisane besede, oziroma ko rabi nek čas, da se posveti v pisano besedo, s tem ti vzpostaviš otroštvo kot en prostor, ki je kvalitativno bistveno drugačen kot prostor odraslih, in na tem temelji tudi neka moralnost. In zdaj njegov argument je, da v bistvu potem že televizija, in ker je pač pisal v tistem času, zdaj ne vem, mislim, da je že umrl, in internet še toliko bolj, pa v bistvu, ker toliko bazirata na sliki, pa v bistvu to ločnico med otroškim svetom in med odraslim svetom spet brišeta. In skozi vračanje v to oralno kulturo se tudi v pomembni meri redefinira ta moralni ustroj. Kaj je prav, kaj ni prav. A veš, in spet smo v nekem procesu. Ja. Zdaj, jasno, so še drugi faktorji, vse, ki na to vplivajo, ampak se mi zdi, da ravno ta komunikacijski je tle pač pomemben del. Ja. No, veš, tudi na to nisem nikoli pomislil, da dejansko je zdaj zaradi te pisane besede otrok do nekje v čist drugem svetu, kot potem, ko prebere in se mu začne odpirati čist. Mislim, dejansko je to tako. No, prinese pa zdaj internet že takoj, pa internet v bistvu, pa to, da prej, kako je on izrek, kako že, if it was on television, it must be true, In če bereš malo nazaj, pa si rečeš, pa se ne mogoče, da je folk to verjel, ne vem, kaj jih je pa CIA manipulirala, pa Goebbels manipuliral, pa vse to, ampak dejansko oni so imeli tisti en vir, je bilo to zelo, se vedel, kontroliran je bil ta vir, medtem ko zdaj imaš pa drug problem, zdaj pa virov pa toliko spet, da pa je že šuma toliko, da je težko to tako, In tukaj se po svoje dobro, da je da lahko vsak izraz, ne vem, ta misli tako, ta misli tako, ta misli tako, noben ni nujno potlačen, da se jaz lahko tole grem, to bi včasih še 10 let nazaj, 20 let nazaj bi rabil cel studio in televizijo, in ker me ne bi pripustili, bi bilo to nemogoče. Zdaj pa se lahko hecam, ampak je pa imaš pa cel kup tega, da pa je šuma toliko, da pa spet ne veš, in kle se mi zdi, ali je pol resnica bolj zabrisana, ali je manj zabrisana, kot je bila prej, ker je sam Goebbels objavljal. A veš, mislim,
stoletja nazaj so tudi verjeli, da so čarovnice, ne? In so Ja. jih sežigali in so verjeli, da je pač prav, da jih sežgejo. Ne? In tako kot danes, mislim, a veš, in vedno za nazaj, ko gledaš, je ful lažje. ne. Zdaj, pa kaj se pa z internetom zgodi, a ne? In s tem, s to dostopnostjo, ki je po eni strani sicer ja, fajn, ne? Ampak po drugi strani pride pa do enega, in to se mi zdi ključen obrat, s katerim se po mojem tudi premalo ukvarjamo. A ne? In to je povezano z pomanjkanjem in obiljem. In dokler ti živiš v nekem ustroju, kjer je recimo pomanjkanje informacij ali pa znanja, a ne, si ti primoran to znanje iskati. Ne? In je vzgib ven in raziskovalen in stopati sem in tja, pregledati to, pregledati to. Ne? Ko si pa ti v situaciji, tako kot si prej opisal, ko pa je poplava vsega, moraš pa ti v bistvu postaviti obrambni mehanizem, a ne? In moraš začeti pa filtrirati. Ja. A ne? In tukaj se mi zdi, da se radikalno obrne ta vzgib ven, pa nekaj poiskati, v to, da ti v bistvu, ker ne moreš sprocesirati 1755 nekih virov informacij, a ne? Da enostavno začneš samo še metati stran, kar je pa zapiranje navznoter in pač padec v brezno bebavosti. Ja, ker zdaj, ko ti nekaj iščeš, boš sigurno naletel na razne stvari, take, ki so ti domače, ti niso domače, ti sedejo, ti ne sedejo. Ko pa ti zapiraš, V bistvu, ko se moraš braniti, ne? Ja, ko se moraš pa braniti, se ti pa zelo hitro lahko zgodi to, da se pač braniš pred tistim, kar ti ne paše, ti ni domače, zapreš to in pa imaš tam neki echo chamber, ki funkcionira po svoje, samo ti slišiš, kar ti paše in drugih niti ne slišiš. Ne? To sem spet, nikoli nisem to na ta način razmišljal, da je šlo prej za raziskovanje, zdaj pa za obrambo, ampak sem pa nagonsko nekako čutil, da ne vem, iz selekcije podcastov, ki jih poslušam jaz, da ni samo, ne vem, en mnenje in zdaj bom pa samo take, ki mi to paše, ampak da iz tega pola, pa iz tega pola, pa iz tega pa tega, da vsaj uvid dobiš tudi, če veš, da ti nekaj ne paše, da se prisiliš, da imaš vse nekaj tega raziskovalnega, ker to pa je resen problem, teh echo chamberjev danes je po moje. Ja. In mislim, ne, čist mehanizem delovanja je drug. Ne. Tako da je to kar trik in s tem bi se morali zares ukvarjati. Pa se kdo ukvarja to? Vi ste raziskovalna organizacija, ZRC, SAZU, vi bi se morali ukvarjati. Ja, to je spet vprašanje nekih raziskovalnih in konec koncev kompetenc in preferenc. Ne. A se kdo pri vas s tem ukvarja? Mislim, da ne. Zakaj ne? To se mi zdi pa blazno zanimivo. A veš, ZRC SAZU je vendarle 18 inštitutov. Ja. In so od krasoslovja, biološki, zgodovinski, tako da so zelo profilirani. Ja, ampak dobro, jaz verjamem, mogoče, da se ne bojo biologi s tem ukvarjali, pa tudi, ampak sociologi tako. No, sociologov pa ni toliko. Mislim, sociologi. Ampak, vem, ali pa take, ki se dotikajo socioloških tem. To se mi zdi absolutno relevantna tema. Recimo, kar se meni zdi tudi zanimivo. Ja, to vprašanje, ne, ker gledaš Terminator in nam bo zavladal AI, ne? Ampak zadnja časa se postavlja to vprašanje, ali bi bilo res to najslabše možno, ali bi bilo mogoče celo dobro. Ker je tako, prvič, ko sem to slišal, sem rekel, ludaka, ne, mislim, valjda, da to ne bomo pustili. Sam pol pa poslušam Golobe in JJ-je, ne, in pa ne vem, če ne bi morda komu bolj zaupal kot njima, ne. Spet, ne? Ne vem. Ja, res ne. Mislim, mene veliko bolj skrbi, da bo nekdo
obvladoval svet, ampak človek s Ja. pomočjo tega urodja. Ja, no, to je pa pol še zraven bojazen. Bolj realna nevarnost. Danes sem videl, nekje je Velika Britanija in ta Palantir. Veš, to je neka ameriška firma za super trooper, nek nadzor, svašta, vse podatke, skratka, vlečejo vase in niso tako naravnani na družbeno dobo. Da so z Britanci podpisali ne vem kakšen blazen, ne vem koliko milijarde in pol, ne vem, vreden sporazum, kako bojo zdaj Britanci postali prva linija v obrambnih sistemih, temelječih pač na digitalni tehnologiji. Tako da to je zelo neprijetno razmišljati o tem, da bojo imele neke države in že imajo. Saj vemo tudi to, kar Izrael počne danes in testira v Gazi in izvaža seveda naokoli po svetu. To je zelo, zelo neugodno v smislu neke ideje, kaj bo čez 10-15 let. Ne? In tukaj smo spet pri tem, kdo to kontrolira. In te ljudje, ki to kontrolirajo, niso podvrženi absolutno nobenemu nadzoru. Se strinjam. In recimo slovenščina ne loči dobro odgovornost. Ampak v angleščini imaš ti accountability pa responsibility, ki se pri nas isto prevaja. In te nimajo nobene responsibility in niti nimajo accountability, zaradi tega, ker ni nad njimi nobene inštance, ki bi jih lahko. In mogoče to, kar smo prej govorila, če imaš ti vendarle v javni lasti, zdaj kakorkoli je to problematično, imaš tukaj vsaj načeloma mehanizme nadzora. Klej jih nimaš. Ti Mete ne moreš nadzirati, X-a ne moreš nadzirati, Palantirja ne moreš nadzirati. Prvič, ker so premočni in so toliko močni, da lahko državo tudi onesposobijo, konec koncev jo lahko pahnejo v komunikacijski mrk, če tako hočejo. In nimaš zares nobenega formalnega vzvoda, kako kakorkoli to ubrzati. Na drugi strani, javni sistemi imajo vendarle če ne drugega, kakorkoli, je tudi to neka šarada, vedno bolj volitve. In imaš neke poti, kako neki javni sistemi recimo so vendarle zavezani, imajo in nadzorne sisteme in so poti vplivanja, ki so bistveno drugačne kot poti vplivanja na to, da se, ne vem, kjerkoli od teh tehnofeudalcev začne obnašati po svoje, pač na način, da bo deloval v smislu nekega družbenega dobrega.